imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi brati in sestre, vsi družini, sestra, kak je bilo že ime, sestra Filipa Marija, tle imam eno majhno fotografijo od nje, tle je njena fotografija, torej ona je bila sestra dominikanka in seveda je veliko molila rožni venec. No in ko je ostarela, so jo dali v katoliški dom za ostarele, ki se imenuje v Ameriki, imenuje se Mount Carmel Senior Living, to se pravi dom za ostarele z imenom Gora Karmel, torej katoliški dom za ostarele. No in pred 2 letoma ta sestra je imela dobro prijateljstvo, redovnico iz nekega drugega reda, ki se pa imenuje sestra Deirdre Dede Byron. Ta redovnica je po poklicu tudi zdravnica in kirurginja. No in ta redovnica kirurginja, ta sestra Byron, je to sestro Filipo Marijo obiskovala v tem domu za ostarele in katoliški dom za ostarele. No in pred 2 letoma so ugotovili, da se nekaj čudnega dogaja okrog te sestre, da se nekaj čudnega dogaja okrog te njene sestre, prijateljice, Marije Filipe. In kaj se je že zgodilo? Ja, no, ko je prišla enkrat v njeno sobo, je prišla v njeno sobo te sestre, redovnice, tudi neka medicinska oseba iz tega doma, se pozdravila s to sestro Byron in potem, ko so se nekaj pogovarjali, je rekla, pravi, mi te sestri pomagamo v tranziciji. To pravi, ta sestra pravi, da takrat me je nekaj spreletelo, pravi, kot nekaj groznega, kajti ugotovila sem, da to mojo prijateljico, redovnico, da jo hočejo umoriti. Se pravi, v katoliškem domu, narekovajo seveda za ostarele, ki se imenuje Mount Carmel, po gori, Karmelski gori, so neko redovnico so jo hoteli umoriti z evtanazijo. Se pravi, je to na 3 načine, s tem, da so ji odrekli vodo, hidracijo, hrano in da so ji dali overdose. Se pravi, da so ji dali preveč opijatov pa morfinov. Ja, se pravi, preveč tistih sredstev za protiučinskih sredstev in na ta način seveda napravijo prikrito evtanazijo. In to redovnico je skušala ta sestra, njena prijateljica, iz tega doma dobiti ven in je ni mogla. In je aktivirala celo vrsto ljudi, da bi pomagali pri tem, pa niso obvestili. Sestre niso obvestili oni iz doma in niso dali ven, ampak so jo načrtno dehidrirali in vzeli hrano in ji seveda dali prevelike doze tistih protibolečinarjev, da bi umrla. In 4. aprila leta 2022 je umrla zaradi evtanazije v katoliškem domu. Vidite, to je modernizem v akciji. Kako lahko, vidite, pa se pa človek misli, če to dela, dobro, to je Amerika, še vedno to ni Evropa, ampak karkoli se v Ameriki dogaja, bo prebezne tudi v Evropi, oziroma se tudi v Evropi lahko dogaja. Vidite, to gre za prikrito evtanazijo, pa se pa človek misli, ja, če tole delajo v katoliškem domu, kaj delajo potem še domovih, ki niso katoliški, ki so državni, poganski. In drugi dogodek, papež Frančišek je pred kratkim obiskal, mislim, da bo prejšnji teden, obiskal italijansko gospo, ki se imenuje Emma Bonino. Ta Emma Bonino je bila v Italiji v preteklosti ena najbolj zaslužnih oseb, da so v Italiji sprejeli zakon o abortusu in abortus dovolili. Ena največjih aktivistk za abortus v Italiji. Tam, če sem na moj blog, ko sem vam govoril, lahko pogledate njene fotografije s tistimi plakati, ko je stala, s katerimi propagirala abortus s svojimi somišljenicami in somišljeniki.
Vidite, in to Emo Bonino je že pred leti papež obiskal, Frančišek, in je imenoval, da je pozabljena veličina v Italiji. Pozabljena v Italiji. Čeprav je napravila verjetno od vseh politikov največ, da so abortus v Italiji uzakonili. In pred kratkim je spet obiskal, ko je imela neko operacijo na pljučih, je spet obiskal, bil spet pri njej oba na vozičkih, vidite. In potem se tukaj piše ta članek, o tem članku, o tem so pisali, je pisal Lifesat News, je pisal cel kup teh socialnih blogov je pisalo o tem, vidite. Pa se sprašuje, kako je to mogoče, kajti ko je bil papež pred kratkim v Belgiji, je govoril proti abortusu in seveda belgijski politiki so bili čisti sebe, kako si lahko upa nekaj takega govoriti, ampak če si kdo upa, bi se moral papež upati, vidite, ampak to je pravo. Ampak potem gre pa obiskati na tako žensko, ki je najbolj zaslužena za to, da so umorili v Italiji največ nerojenih otrok in da je sama iznašla neko napravo, s katero je menda sama pomagala kakih 6,000 otrok umoriti v Italiji, ko je bila še mlajša. Medtem, ko grejo številke teh abortivnih otrok, grejo na tisoče seveda, od uzakonitve pa še, po nezakonito je bilo še nezakonito. Vidite, potem pravi, kako papež se pravi, po eni strani govori proti abortusu, po drugi strani pa kaj, pa hodi v skladu žensko, se pravi, da je papež pro-choice, da je pravzaprav na svojimi dejanji za abortus. Vidite, to so take stvari, ki jih težko razumemo in težko uskladimo z današnjim evangelijem, ki pravi, da je Božje kraljestvo podobno kakor gotičnemu zrnu, ki je mitskeno, majhno zrno, ampak ko ga poseješ, pa zraste veliko drevo. Seveda to gotično zrno, to je podoba seveda katoliške cerkve, nebeškega kraljestva na tem svetu, vidite, ki je zraslo iz Jezusa, ki se človečil kot Bog, vidite, pred 12 apostolov in čez koliko, čez 400 let je bilo celotno rimsko cesarstvo, celotno Sredozemlje je bilo katoliško. Dobro, 400 let je trajalo, ampak moramo videti, da gre za nemarljive duše. Ne more čez noč nekaj zmagati, kot hitro. Potem pa pravi, da je podobno tudi kvasu, ki ga je žena omesila v testonje, potem prekvasila vse testo. Ravno tako za gre katoliško cerkev, vidite, ki je prekvasila iz Jezusa v 12 apostolov, vidite, zrasla in prekvasila celotno človeštvo, takratno, vidite, v 400 letih. In ko preverilo pravi, da sveti Pavel pravi, hvali tiste vernike, ki jim piše pismo, pravi hvali, ker ste se spreobrnili od malikov k pravemu Bogu. Vidite, to je bilo bistveno, kar je cerkev napravila. Vse tisto malikovanje, ki je bilo pred cerkvijo v tistem rimskem cesarstvu, to je bilo seveda češčenje hudičev. Pravi, lažnih bogov, in imamo danes, da imajo največ bogov imajo meni hedujci, imajo na 10,000 lažnih bogov, ki jih častijo, vedno še sami ne vejo, koliko jih imajo, pa kateri so. Ampak to je bilo dejstvo, prednje Jezus prišel na ta svet, vidite, poganstvo je pač prevladovalo. V Izraelu je bila pa prava vera, seveda, prava vera oficialno, ampak ne med vsemi ljudmi. Vemo, da so Jezusa potem, ko je prišel, da so ga sprejeli, da ga je sprejelo samo en del Izraelcev, drugi so ga pa zavrnili. Se pravi, da niso imeli prave vere. Ja, vidite, in tako je svet, vidite, postal katoliški v 400 letih. Od malikov so se spreobrnili od hudiča, vidite, k pravemu Bogu, Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Jezusu Kristusu in samim Bogu z meškim Očetom in Svetim Duhom. Ne danes imamo pa ravno obratno, vidite, danes se pa poteka tako imenovana dekatolizacija sveta, vidite, ko se od prave vere ljudje spreobračajo nazaj k malikom. In vidite, kaj je abortus, vidite, evtanazija, ko smo omenili te stvari, evtanazija, abortus, kontracepcija, LGBT, vidite, vse te pornografije, vidite, to je vse malikovanje človekovega uživaštva, človekovega telesa, željenja na tem svetu, samo uživati, si privoščiti na tem svetu, ne pa deliti za Božjo čast in slavo za zvečanje svoje duš. In seveda to je vera hudiča, ki jo je razširil s svojimi maliki na tem svetu. In nažalost imamo papeža, ki svojimi dejanji, svojim življenjem podpira to, če gre obiskati neko žensko, ki
ki je glavna propagatorka abortusa bila v Italiji, vidite, takrat, ko se šlo za to, ali je abortus uzakonjen ali ne. Potem, ko propagira LGBT, vidite, s tem, da nastavlja vse kardinale, ki jih bo napravil kaj decembra, ne. Vsi so LGBT kardinali, vidite. Potem, ja, vse tisto, kar je okrog njega, vidite, to vse podpira njegovo LGBT propagando od papeža. Vidite, in to je seveda nekaj, kar je popolnoma nelogično, ampak tako je v modernizmu. Poglejte, pred drugim Vatikanskim koncilom so bili določeni teologi, ki so bili na črni listi, tradicionalnih papežev. So bili teologi, ki jim je bilo prepovedano poučevati in so bili tudi tako drugače cerkveno kaznovani za svojo krivo vero, ki so jo učili. Med njimi je bil Karl Rahner, pa Henri de Lubac, pa Hans King, pa še en takšen glavnih od teh teologov. Vsi tisti 4 teologi so na koncilu dobili glavno besedo na koncilu in so postali perite, se pravi svetovalci, škofovski svetovalci škofov na koncilu. Vsi pred koncilom so bili prepovedani, vidite, kaznovani, po koncilu, na koncilu in po koncilu so postali glavni teologi. Hans King je šel tako daleč, da sploh ni, njegova vira sploh ne more niti biti v senci katoliška, kaj še, da bi katoliški teolog bil. Vidite, ampak to je tisto, kar je bilo prej dobro, pred koncilom je postalo po koncilu slabo, kar je bilo prej slabo, je postalo dobro. Kdo mora to razumeti, jaz ne razumem. Hilna, ti to razumeš, to ne moreš razumeti. To ne mogoče razumeti, ampak to je modernizem v akciji. Da bomo videli, kakšen je. Vidite, zato je tako pomembno, da imamo svetnike, ki nas učijo, kaj je prav, pa kaj je narobe. No, med drugim smo praznovali god svetega Martina, ali Martinovanje, ko se jim reče, ko je bil rojen leta Anno Domini 316, se pravi v začetku 4. stoletja je bil rojen v Panoniji, današnji Madžarski, sveti Martin, vsi ga poznamo, tudi v Sloveniji imamo cel kup cerkva posvečenih Martinom, pa Šmartinom, mest Šmartin, pa tako naprej. Martin iz Tura. Vidite, on je bil sin poganskih staršev, ampak potem mu je mama uspelo spreobrniti, ko je on postal katoličan. Še ko je bil katehumen, ko si pripravil na katoliško vero, je na tistem konju, ko je jahal kot rimski vojak, bil rimski vojak, tukaj njegov oče. Vidite, je potem videl tega reveža, ki je zmrzoval, pa drgetal od mraza, odrezal pol plašča, svojega vojaškega plašča, ki ga je dobil seveda od cesarska vojska, cesarski vojak, smo te plašče odrezal na pol. Zakaj? Ker pol plašča je moral imeti, ker je bil pa cesarski vojak, pol plašča je dal pa reveža, vidite, in potem se je Jezus prikazal, v sanjah, prikazal z angeli in rekel angel, pravi, Martin je bil še katehumen, ko me je oblekel v ta svoj plašč in me rešil pred smrtjo, nekako tako je rekel. Ja, no, ampak vidite, to dejanje vsi mi poznamo in vse imamo celo vrsto teh slik po celem svetu, ki prikazuje svetega Martina, kako reže svoj plašč na pol, pa daje siromakom, tistemu siromaku, tle je ena taka podobitev, umetniška podobitev tega. Vidite, ampak zelo malo se pa ve o tem, vidite, kakšno nalogo je imel Jezus, kakšno nalogo je imel Martin, pozneje, ko je postal škof, vidite, v svojem življenju. On se je kot škof moral vse življenje boriti proti poganstvu, ki je še ostalo, čeprav je rimsko-katoliška cerkev že imela svobodo v rimskem cesarstvu, vidite, ampak poganstvo je še vedno živelo. Ljudje niso kar čez noč postali katoličani, tako hitro šlo. Ne? To je trajalo še nekaj desetletij, vidite, da so ljudje počasi prešli od malika, vidite, pravimo Bogu, od prave vire. Še potem, konec 4. stoletja, vidite, je postala katoliška vera, uradna vera rimskega cesarstva. Konec 4. stoletja, na začetku je bila pa rimska cerkev že legalizirana, se pravi uradno dovoljena, prej so jo pa preganjali. Ja, se je trajalo, manj kot 100 let, vidite, da je postala uradna vera, pa vidite, še vedno poganstvo se je ohranjalo med ljudmi. Vidite, kaj težko je, sami veste, kako je življenje v starejši, ko človek teže se znebi kakšne navade ali kaj takšnega in seveda tudi z vero je pa še hujše.
No in Martin seveda je po vsej Franciji, kjer je pač deloval, je seveda skrbel za to, da so ljudje čim prej zapustili to poganstvo, njihove templje seveda druga mu ni ostalo, kakor da jih je sežigal, uničeval in potem namesto njih zidal katoliške cerkve. In zgodilo se je, da so recimo ljudje so častili neka drevesa po Božje. In je prišel, zgodilo se je, da so neko drevo tam neki pokrajini, ko je prišel Martin kot škof, da je prišel in je potem tisto drevo ukazal, naj ga posekajo. In seveda pogani so se zbrali okrog tistega drevesa, ko so ga po Božje častili, so seveda bili vsi besni pa divji in so seveda čakali, da bodo njihovi bogovi Martina seveda na koščke se sekali pred njihovimi očmi. Ampak kaj je on napravil? On je stopil po tisto drevo, ko so ga sekali, stopil po drevo, da bi padlo na njega. Ampak tik preden je drevo padlo na njega, je spremenila smer, pa je padlo v drugo smer. In ko so to pogani videli, so se dali krstiti, so rekli, to je pa čudež, Martinov Bog je močnejši od naših malikov in seveda so se spreobrnili. In pravijo, da kamorkoli je prišel, pravi, je naše malo kristijanov, pravi, ampak ko je pa odhajal, je bilo pa še malo poganov, ki so ostali pogani, ki se niso dali krstiti. No, enako je tudi škofom Alberikusom, on je tudi pred kratkim imel god, on je pa živel v 2. stoletju, sredi 2. stoletja, no in nekoč, vidite, mu je dal, on je ves čas molil, on je živel, ki je živel že v Hierapolisu, to je današnja Turčija, kjer je bil to mesto bilo posvečeno Apolu, vidite, pogano maliku Apolu. Pravi, in potem je molil, da bi tiste poganske bogove, da bi ljudje zapustili in se vklenili pravega Boga, prave vire. In nekoč, pravi, se mu je angel pokazal v spanju in mu dal eno palico, pa je rekel, pravi, zbudi se, prišel je čas, pravi, vzemi to palico in z njo uniči poganske bogove, ki zavajajo ljudi. Se pravi, tiste malike. No, in on je šel v tistem tempelj tistega Apola in s tisto palico, ki mu je dal angel, razbil tisti Apolov kip, pa kip od Herkulasa, pa od Diane, pa od Venusa. In takrat potem so se pa tisti poganski svečeniki zbudili, ko je tak hrup napravil s tem, ko jih razbijo, pa so pretekli. In ko so videli, kaj je napravil, seveda bi ga takoj umorili, ampak Bog ni dopustil. In je rekel mi, pravi, pojdite, pravi, magistratom, se pravi, voditeljem tistega Hierapolisa in pravi, in povejte, da so maliki pač uničeni. Pravi, ko se je venčkem pošalo, pravi, da so se ga preveč napili, pa so padli na tla, pa so se razbili, pravi, vzemite, pravi, te smeti, pravi, in jih odnesite. No, potem so pa prišli tisti pogani, še drugi pogani so se zbudili in so seveda hoteli so ga umoriti, ampak med njimi so bili 3 obsedeni ljudje, in Abercius je molil nad njimi in potem molil k Bogu, očetu Jezusu Kristusu, pravi, in ga prosil, naj jih reši tistih satanih vezi, s katerimi so bili zvezani, in potem se jih je dotaknil in padli so na tla pred njegove noge in potem so ostali in so bili popolnoma zdravi, niso bili več obsedeni. In ko so ljudje to videli, so začeli kričati krst, krst, pa rekli krst, Bog Abercikusa, pravi je pravi Bog. Vidite, na ta način je Božje kraljestvo zmagovalo, kot majhno gorčično zrno, vidite, in je zraslo veliko drevo katoliške cerkve. Vrselegi, kaj pa naj danes naredimo v teh časih, ko so takšni, ko globalisti hočejo večina tega človeštva spraviti z tega sveta, vemo, da so uporabili to pandemijo v ta namen, ampak še nekaj povedal, ne samo s pandemijo. Oni seveda propagirajo LGBT, ker vedo, da ljudje, ki spreminjajo spol, ne morejo imeti otrok,
propagirajo LGBT in vse te neumnosti, propagirajo kontracepcijo in abortus, pornografijo, samo zato je bilo na svetu čim manj ljudi in nekateri gre celo tako daleč, da mi smo vsi pač v Evropi, von der Leyenova, ki je ena najbolj močnih politikov v Evropi, lahko rečem, vidite, predsednica Evropske komisije. Ona je tudi dajala neke izjave, kot da smo ljudje na tem svetu, kot da smo ljudje neke vrste, kako bi rekel, škodljivci na tem svetu, ki jih je treba čim bolj iztrebiti iz tega sveta, da bi bilo čim manj škodljivcev na tem svetu, nas ljudi seveda. In v Ameriki so še tako daleč, da skušajo dati živalim človekove pravice. In sicer to se je zgodilo, ki je že tole Human Rights, v Bronxu, v New Yorku, pa so neki sloni so, Missy, Kimba, Luki, Lou, pa Jumbo, in tem slonom pravijo, ki živijo tam v Ameriki, v nekem rezervatu, tako čisto dobro jim gre, v nekem naravnem okolju živijo, skrbijo za njih, za hrano, za vse, veliko bolj so varni, kot pa neki sloni v naravi, v naravnem okolju. Ja, ampak so pa seveda v živalskem vrtu, ljudje jih pridejo z avti, se lahko vidijo, tle je tiha fotografija teh slonov in pravijo zagovorniki pravic živali, da morajo tem slonom dati človekove pravice in jih izpustiti iz tega živalskega vrta, ker da so oni osebe. Izmislili so si neki novi izraz, nečloveška oseba. Pravi, da so sloni nečloveške osebe, ki morajo imeti iste pravice kot mi. Vidite, zadaj za vsem tem je seveda gibanje, prizadevanje, da bi prepovedali kaj? Uživanje mesa ljudem na tem svetu. In eni celo pravijo, celo zagovarjajo, na spletu se lahko preberete, pravijo, da delajo za to, da bi na svetu čim prej vsi ljudje izumrli, da bi lahko narava živela normalno svoje lepo življenje brez ljudi, sveda, za katere pravijo, da smo mi škodljivci, ki uničujemo naravo in delamo samo škodo na tem svetu. Vidite, to je vse v današnjem času se to dogaja, ampak to je popolnoma noro, pa neumno skregano zdravo, pa to tako je. Ampak vidite, čisto logično je, da človek, ki zapusti pravo vero, pravega Boga in pravi Bog, vemo, da je vir zdrave pameti, vir vse naše inteligence, da zgubi zdravo pamet in potem zagovarja take neumnosti, vidite, in jih z advokati, z temi pravniki skušajo doseči, vidite, da bi ljudje dali živalim človekove pravice, da bi bilo na tem svetu čim manj ljudi, da bi čim več zginilo. Naš Bog pa pravi ne, on je pa rekel, pravi, napolnite zemljo s svojimi potomci. Dvakrat je to zapovedal, pri Adamu pa Ivi, pa še Noe to. Zdaj sem pozabil nekaj, kar sem hotel reči. Vse, pa sem spomnil, kom doma. Dobro je. Torej molimo za to, da bi zmagala prava vera, nauk morala, vidite, to je edina rešitev, da ljudje pridejo spet k zdravi pameti, da nehajo take stvari zagovarjati na tem svetu, ker morate vedeti, da ti ljudje so finančno zelo močni, globalisti, finančno zelo močni in politično še vedno zelo močni. Hvala Bogu, da je zdaj Trump zmagal, da nimajo na svoji strani tiste predsednice, tiste ženske Kamale Harris, tista bi pa potem seveda šla, naredila vse, kar bi mogla, da bi te neumnosti čim prej zmagale na tem svetu in da bi svet postal eno veliko koncentracijsko taborišče. Torej naj nam sveti Martin pomaga pri tem, vidite, in vsi angeli svetniki, in seveda v tem mesecu tudi seveda vene duševica, katerim se priporočamo. Mislim, da je bila sveta Katarina Bolonska, ki je rekla, pravi, kadarkoli sem se zatekla k duševica, pravi, vedno sem bila uslišana, ampak bila svetnica. Zato je bila pa vedno slišana, ker je vedno prosila nekaj svetega, ampak vemo, da Božja volja je, vidite, da Božje kraljestvo zmaga, da tradicija zmaga na celem svetu, da svet postane katoliški svet. V Ameriki moli za to, da bi se Trump spreobrnil pa postal tradicionalni katoličan, kar bi bilo zelo lepo. Tudi jaz vsake toliko časa molim, vidite, da bi svoja žena postal tradicionalni katoličan in pa svojo družino molimo v ta namen in prosimo tudi v duševicah, da bi se to zgodilo. Bomo videli, kaj bo. Vsekakor vsak od nas ima, vidite, v svojih rokah
zelo močno orožje, vidite. Sveto pismo pravi, pri Bogu je vse mogoče. Če imamo vero, lahko gore predstavljamo. Vidite, tako je, samo vero je treba imeti. In zato je Jezus rekel svojim učencem nekoč, kaj ste boječi malo verni, mi ne smemo biti malo verni, ampak veliko verni. Torej z veliko vero, z velikim zaupanjem molimo, da se bo spet spreobrnil, da bo postal katoliški, kdaj bo, to vi pa samo Jezus Kristus. Pomembno je, da bo nekoč to bo imen Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.